Učimata, rečejo ji tudi kraljica juda, ker je najbolj atraktivna tehnika, tudi če 100% narediš takoj ipon, se pravi točke 10-0 in takoj zmagovalec. Tehnika se izvaja, ko je nasprotnik recimo super je, če je ista višina ali pa malo nižji, ker je težišče lahko potem takoj nizke. Potegneš nad glavo, da mu porušiš ravnotežje, da ga spraviš na prste, potem pa z zamahom svoje dominantne noge direktno med noge, da mu porušiš ravnotežje in se rečem, kot da ga obrneš na roštilju. To je pa super, če je nasprotnik malo večji, ker lahko potem takoj zdrkneš pod njega. Potegneš njegovo roko, ki ti jo moli naprej, podstaviš svoj hrbet in mu nekako tako podstaviš v to oviro, znižaš težišče, malo počepneš in ga prekucneš preko sebe. V čigari pa delamo takrat, kadar imamo težišče, kadar ima nasprotnik težišče nazaj, se pravi, da ga prekucnemo nazaj. Primemo roko, primemo gard, potegnemo dol k tisti nogi, ki jo spodbijamo in z svojo dominantno nogo naredimo tak velik krog po tleh in ga spodbijamo preko noge. V sotogari prav tako rušenje ravnotežja nazaj nasprotniku, porušiš ga na eno nogo, se pravi ravnotežje mu predstaviš na eno nogo in je tista noga, ki je ravnotežje, mu jo spodbiješ s svojo nogo, ki mu jo podstaviš za njegovo nogo. V goši je naslednja tehnika, spet težišče nasprotnika je na prstih, se pravi naprej, podstaviš mu svoj bok, se obrneš in preko boka rušiš ravnotežje s potegom rok. Naslednji je kovčigari, gre za rušenje noge. Tista noga, ko je naprej, še malo bolj pocukneš in težišče preusmeriš tudi v njegovo tisto stoječo nogo, roke potegneš dol in z zbijanjem nog mu porušiš ravnotežje, da pade nazaj. Daši baraj, temu se reče tudi pometanje. Ko gremo na stransko in bolj s hopsanjem, mu probaš ujeti njegov korak, preden on stopi dol na blazino in mu pometeš nogo, se pravi spodbiješ in pade na stran, na tla. To je tehnika naprej-nazaj. Tu izkoristim, ko me partner hoče prijeti, jaz še potegnem in izkoristim njegovo reakcijo in jo vržem nazaj. Tehnika je kataguruma, je malo drugačna kot navadna kataguruma, je izvedba v kombinaciji in tudi izkoristim od nasprotnika reakcijo in vržem malo drugače kot običajna kataguruma. Ja, ruska, se pravi sumigejši je pa moja specialna tehnika, sicer je speljanka, ni čisto originalni sumigejši, ker vsak doist naredi tudi svojo speljanko. To pa je, kadar nasprotnik hoče prijeti svoj gard, gre z roko naprej, mu roko preprimem, ga potegnem še bolj naprej, za ramo ga probam bolj k tlemu, težišče mu porušiti, podstavim nogo in ga preko svoje rame se obrnemo, reče smo tudi požrtvovalni med, zato ker jaz prva padem, potem šele nasprotnik. Davljanje je pa tehnika na tleh, šime vaza, tudi moja specialna tehnika. Večino borb sem zmagala prav s tem prijemom in bom ga pokazala. Se pravi, naredi se pa, kadar nasprotnica hoče poskusiti svojo tehniko in ne uspe, jo kontriram, se potem borba nadaljuje v parterju in jo enostavno primem v ta končni zaključni prijem, ker se upira, ker misli, da je naredila končni prijem, grem na vrat in jo potem tudi zadavim. Prej.